Ljubljana na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Za novega škofa v Ljubljani so imenovali malo znanega duhovnika Antona Jegliča, pomožnega sarajevskega škofa, ki je že 16 let živel in delal v Sarajevu, v slovenskem prostoru pa je bil skoraj nepoznan. Jeglič je kmalu po prihodu spoznal, da so se verske razmere na Slovenskem spremenile. Že nekaj mesecev po prihodu so v Narodnem domu v Ljubljani zasedali dijaki in zavrnili pomen vere in verskega življenja. Nad takšnim stališčem dijaške mladine je bil globoko razočaran. V škofijski list je zapisal: Teh načel naši dijaki niso vsrkali v hišah svojih vernih staršev, ampak v šoli, v gimnaziji in na vseučilišču. Biti mora torej v naših avstrijskih srednjih visokih šolah mnogo pravi vzgoji, pravi znanosti pogubnega, mnogo krščanstvu sovražnega. Kako bi mogli priti do katoliške gimnazije? Dogodki iz Narodnega doma so škofa prepričali, da na Slovenskem nujno potrebujemo katoliško šolo. V naslednjem letu je nagovarjal in spodbujal vernike k gradnji katoliške gimnazije. Toda njegovi ideji niso nasprotovali samo politični nasprotniki, pač pa tudi njegovi najbližji sodelavci. V svoj dnevnik je zapisal: Prelat Kulavic je bil kaj hud. Očital mi je, da sem premalo zaupljiv in odkritosrčen in prenagel. Meni je drago, da za te očitke vem, čeprav mislim, da niso upravičeni, saj skoraj ničesar ne storim sam. Le za nameravane zavode bolj na svojo roko delam, ker gospodom manjka poguma. Sredi leta 1901 so se priprave na gradnjo gimnazije končale. Prostor je blagoslovil takratni šentviški župnik Gregor Malovrh, temeljni kamen zavoda pa postavil in blagoslovil škof Jeglič. Za arhitekta je izbral Josipa Vancaša, na Balkanu dobro poznanega in uveljavljenega arhitekta. V času Jegličevega bivanja v Sarajevu je zgradil v mestu stolnico in sta se tako tudi osebno poznala. Poznan je bil po historičnem načrtovanju zgradb z elementi dunajske secesije, kar se še danes pozna na določenih elementih zavoda. Gradnja zavoda je bila za Šentvid, ki takrat imel manj kot 500 prebivalcev, velika pridobitev. Sprva je škof razmišljal o gradnji šole v okolici cerkve svetega Petra ob današnjem kliničnem centru v Ljubljani, a si je zaradi nasprotovanja mestnih oblasti premislil. Med kraji na Slovenskem je po zavrnitvi nastala prava tekma v ponujanju parcel. Brezplačne parcele so ponudili v Logatcu, Medvodah, Kamniku, na Vrhniki in Ježici. Na koncu pa se je škof odločil za gradnjo v Šentvidu. Gradnja zavoda je škofa spravila v finančne stiske. Včasih je bila stiska tolikšna, da se je odpravil na pot po avstro-ogrski tujini, da bi tam beračil za denar. Njegov najpomembnejši vir financiranja so bili škofijski gozdovi v Gornjem Gradu, ki pa niso mogli pokriti vseh sredstev, zato se je škof zadolževal in nekajkrat je izgledalo, da bo škofija zaradi gradnje bankrotirala. Ko je bila šola leta 1905 končana, je spadala med največje zgradbe pri nas. Zavod se je ponašal z več kot 300 prostori, vanj so vgradili 1181 oken in 481 vrat, vseh hodnikov skupaj pa je bilo skoraj za 3 kilometre. V njej je bilo prostora za 370 dijakov, katere je počevalo 21 profesorjev duhovnikov in 8 vzgojiteljev prefektov. Škof Jeglič je ves čas vztrajal, da bo bodoča gimnazija samo slovenska. V zvezi s tem je z avstrijsko, kasneje pa tudi jugoslovansko vlado bil velike pravne bitke. Zaradi slovenske gimnazije
mu avstrijske oblasti niso hotele priznati naziva gimnazija, zato je moral pri avstrijskem ministru za izobraževanje vsako leto znova dokazovati kvaliteto in ustrezen način poučevanja, da je na koncu dobil dovoljenje za stalno in priznano gimnazijo. Škof Jeglič je poskrbel, da so se za potrebe slovenske klasične gimnazije izdali vsi učbeniki v slovenskem jeziku in na tem področju pomembno prispeval k razvoju slovenskega šolstva. Krona njegovih prizadevanj je bila prva matura v slovenskem jeziku pri nas nasploh. Potekala je poleti leta 1913, z njo pa je Škof dokazal, da je slovenski jezik na področju srednjega šolstva povsem enakovreden takrat favorizirani nemščini. Po finančnih stiskah, vladnem nagajanju in med gradnjo je Jegliču in ljubljanski škofiji septembra 1905 uspelo dograditi poslopje in v drugi polovici septembra odpreti prvi razred takrat še zasebne škofijske klasične gimnazije. V otvoritvenem govoru je Škof uporabil besede svetega Pavla in v njih poudaril pomen svojega dela. Slovenci so, jaz tudi. Slovenski narod ljubijo, jaz tudi. Za korist Slovencev delajo, jaz tudi. Morda več kot oni. Ob 120-letnici začetka pouka je prav, da Zavodu svetega Stanislava zaželimo mirna in uspešna leta, naj se ne boji izzivov časa in z velikim žarom in Jegličevim pogumom zre v prihodnost in premaguje izzive časa.